Evropski poslanci in evropski narodi. Učenci osnovne šole Gorišnica so razdeljeni v dva tabora, vsak s svojim mnenjem o Evropski uniji in državljanskih pravicah. Debata prepričljivih argumentov bo zagotovo vroča. Prva trditev: dobro je biti državljan Evropske unije. Zelo dobro je, da smo med seboj povezani, saj si tako lahko pomagamo v kriznih časih. Ampak imamo tudi konflikte. Nekatere države imajo višji življenjski standard, druge pa so v revščini. Ali veš, da imaš v primeru selitve v katerokoli državo Evropske unije na voljo brezplačen tečaj njihovega jezika? Res je, da Evropa ponuja stalne možnosti, ampak nekateri mladi iz revnejših družin si tega ne morejo privoščiti, čeprav si želijo. Ampak mladi imajo pravico študirati po vsej Evropski uniji. Vsak prispeva svoj pogled. Če država nima denarja, jim morajo druge evropske države pomagati iz krize, je naslednja trditev. Tiste države, ki so v krizi, lahko hitro dobijo denar. In potem, ko si jo pomorajo, ta denar vrnejo, zato ni revščina v državah. Ja, pa ti veš, da tudi tiste države, ki denar posojajo, mislijo, da so glavne in da imajo glavno vlogo v Evropski uniji. Tako se vse druge države ravnajo po njih in se izgubi bistvo Evropske unije, da so vsi narodi enakopravni. Tudi ostali državljani Evropske unije imajo različna mnenja. Pomembno je, da o njih razpravljamo in se med seboj poslušamo.